Velika noč je s tradicionalno velikonočno prehrano skorajda nerazdružljiva. Za največji krščanski praznik se običajno zbere družina, miza pa je zvrhano polna. Prazniki so čas, kjer se družimo, kjer je hrana, pomeni gostoljubje, izkažemo gostoljubje ljudem, se družimo in to je nekaj pozitivnega. Problem začne nastajati takrat, ko so te mize preveč naložene, in vsi vemo, da jemo tudi z očmi in kadar so te mize preobložene, potem se zelo težko zadržimo, da se ne prenajedamo. Zato je prvo, kar je treba paziti, da ni prevelikih količin. Velika noč je zasidrana v slovensko kulturo, tako kot tudi velikonočna hrana. Prenajedanje morda izhaja še iz starejših časov, ko se je na veliko jedlo le v posebnih priložnostih. Če je ta tradicija, lahko rečemo tudi malce nezdrava v tem konkretnem primeru, nič hudega v tem konkretnem primeru, ker namreč gre za praznovanje. Gre za obeležitev določenega časa v letu, ko so se ljudje zbirali, družili, takrat seveda, ker so bili drugačni časi, so si privoščili nekoliko več. Velikonočno prehrano, ki vsebuje pirhe, za teh par dni načeloma ni tako pomembno spreminjati. Veliko pomembneje je bolj zdravo jesti celo leto in preveriti izvor hrane, ki jo uživamo. Moje mnenje je, da tradicionalne hrane v prazniki nima smisla spreminjati. Spet smo tukaj, pomembna je količina. Če pogledamo, kaj jemo, jajca so po mojem mnenju oziroma po mnenju zadnjih raziskav zdrava hrana, če se s tem ne pretirava ponovno. Če vemo tudi, odkot je izvor jajc. Na splošno je prav pa fajn, če hrano izbiramo, da izbiramo hrano, za katero vemo izvor. Starejši in tisti bolj z občutljivimi želodci se na veliko noč in podobne praznike pogosto srečujejo z zdravstvenimi težavami. Težave z želodcem in slabosti, utrujenost se tudi pojavlja zaradi tudi količine precej mastne hrane, gre za praktično hrano, ki je bogata z nasičenimi maščobami, tudi veliko soli ali pa pekoča hrana. Splošni napotek in razlog za zmerne količine hrane je, da si z njimi ne pokvarimo praznikov. To prenajedanje na nek način, da se temu izognemo. Predvsem zato, da ne da bi imeli slabo vest zaradi tega, ker smo uživali pri dobri pojedini, ampak zato, da ne bi s to težko hrano pokvarili sebi praznike. Torej, kaj spremeniti? Ne bi pa spreminjala, da zdaj nečesa v samih praznikih ne bi jedli, ker vsi vemo, da tiste, kar si ne smemo, stroge diete, ponavadi si najbolj želimo in bolj hitro pride do prenajedanja. Pri uživanju hrane se torej svetuje predvsem zmernost, manj mastnega, sladkorja in alkohola, več sadja, vode in gibanja.